Rekel bom sledeče. Mi smo Ferajn, če bo domače rečem, ki združuje 52.000 članov. Vsi imajo doma ženo otroka, plus 108.000 zaposlujemo delavce. Ten segment, ki predstavlja skoraj četrtino te države, vreden pa ni nič. Nas vidijo in poznajo samo takrat, ko treba dajati denar. In dejstvo je eno, oprostite, spoštovani gospodje na desni strani od magistra Šircla, rekel bom sledeče, določenim sindikalnim liderjem v tej državi ni jasno, da je potrebno ta prvo nekaj ustvariti, da se lahko deli. Ampak njih ne zanima, ni nekaj, kar pripada. To jim je država dolžna dati. Kot da država dobiva denar, ne vem, z Marsa, z Lune ali odkorkoli pač ne, pa od vseh, ki ustvarjajo novo vrednost. Jaz sem malo starejši, vete, in v socializmu so nas učili, da je prvo treba ustvariti, da lahko deliš. Pa je bil drugačen sistem. Zdaj, ko pa kapitalizem, bi se šli pa socializem, ne? Mislim, narobe svet in ne razumeš tega razmišljanja. Zato imam rešitev za to državo. V 3 besedah. Zamenjamo vlado, predsednik vlade, gospod Semolič, finančni minister, gospod Štrukl, gospod predsednik pa ne vzame delo dom družino, pa še mogoče delo na ministrstvo za gospodarstvo. Vse vejo, vse znajo in oni bi vse rešili. Malo nesramno, ampak tako je v tej državi. Ko poslušaš te gospode, imajo vse odgovore in vse rešitve in vse, kar je narobe. 20 let gradimo nek nov sistem, ki naj bi omogočal človeku dostojno življenje, pa kam smo pripeljali to lepo podalsko državo, kam? Na rob prepada. Zdaj pa zahtevajo odločen korak naprej. Mislim, da je nevredno tega naroda, da se tako pogovarjamo. Rekel bom sledeče, gospodom in gospem v javnem sektorju, vse, če ne pašajo te službe, lahko gledajo drugam. Lahko zamenjajo, vsem so odprta vrata, lahko odprejo svoje firme, svoje SP-je in lahko pričnejo delovati v drugem segmentu. Kar pa mi zahtevamo, mi od države ne zahtevamo denarja, zahtevamo pa normalno poslovno okolje, tako da bomo kot vsak kmet vedeli, kje bomo sejali, kaj bomo sejali in kaj nam bo rodilo. Zato, da vemo to za leto, 2, 3 ali več naprej. In sled tega bo država mogla vgrizniti v kislo jabolko, ki se imenuje plačilna nedisciplina, definitivno z vso insolvenčno zakonodajo zraven. Mi imamo rešitev, ki jo prejšnja vlada ni poslušala. Kot vem, se bistveno ni spremenil znesek prihrankov, ki so v bankah. Kaj mislite? Da je tega malo? Veste, koliko ima prebivalstvo Slovenije na svojih računih? Tako je. Lani je bilo 15 milijard, zdaj pa še malo naraslo. Zato, ker v krizi vsi stiskajo. V krizi noben ne upa trošiti, tudi če ima nekaj več. In mi rabimo samo del tega denarja pripeljati v potrošnjo, pa si bojo zadeve drugače obrnili. Ampak mi imamo idejo, ki se karikirano reče, vsak račun šteje. Pa ni dobesedno taka. Imamo več modelov v svetu, Nemci imajo enega, Švedi so šli z drugim modelom. Vi starejši se spomnite, da smo v 90-ih letih zbirali račune za šolstvo, za zdravstvo in take stvari in smo imeli olajšave pri dohodnini. Zelo enostavno. Jaz imam eno rešitev, ki ne zahteva nobene spremembe, pa bomo na državnem nivoju sigurno, na pamet rečeno, 1,5 milijarde v drugem letu imeli skozi vse državne blagajne, brez da smo karkoli spremenili. Samo eno spremembo, minimalno, ki ne zahteva nobene stvari, pa ne bom javno povedal. Ker to hočem povedati finančnemu ministru in da vidimo, če bojo oni razumeli to zgodbo. In predlagam, ker sta tule podpredsednica parlamenta in predsednik komisije odbora za finance, da si grejo na Švedsko pogledati model, kako so Švedi v letu 2009 in 2010 dosegli 5,6% rast družbenega proizvoda in postali najbolj
hitro rastoče gospodarstva v Evropski uniji, v Evropi, v Švediji, v 2 leti. In ne vem, zakaj se pri nas tako otepamo te ideje. Siva ekonomija je krepko povezana s tem vsak račun šteje. To je vzročno povezano eno z drugim. Zato, ker ta siva ekonomija dejansko dela v izogib blagajn. Vete, mi letno trošimo približno 10 milijard denarja, evrov se zvrti mimo države. Pa če odšteje tiste, ki jih nikoli država ne bo mogla kontrolirati, ker jih nikjer na svetu ne, to so mamila, orožje, prostitucija, pa še kakva stvar, ker to se ne da kontrolirati, jih je še verjetno, milo rečeno, vsaj 6 na razpolago, ki grejo iz mojega žepa. Zato, ker dokler jaz od računa nimam nič, ga ne rabim. Jaz rabim storitev, da je kvalitetno upravljeno. Govorijo, ja, račun za to, da boš imel za reklamacijo ali karkoli uveljavljati. Ja, v trgovini s čevlji, z obleko in tako naprej. Ja. Pri storitvah, ko pride en pleskar domov pa reče, to vam naredim za Jurija Popovče, pa brez računa, pa za Jurija 100, boste vsi tistih 400 evrov ne za sebe. Ne? To se ne ima čisto tako običajno. Pa vodovodar, pa ne vem, kdo še vse. Teh storitev je kolikor čete. Vse posod, kjer se posluje z gotovino. Pa ni to tistih 420 evrov. Ker tistih 420 evrov, ki je bilo tako spornih, je med 2 poslovnima subjektoma, ko si nima takaj prikrivati, ker je tako eden nas zgubi. In tam ni noben problem poslovanja z gotovino. V tej državi določenim uradnikom ni jasno, da če hočeš omejiti sivo ekonomijo s tem, da ne boš plačeval z gotovino, je treba prebivalstvo vzeti denar in mu dati plastiko. Samo tako se to lahko zgodi. V nasprotnem primeru je to nerešljiv problem. In ta naša zahteva vsak račun šteje, zmanjšuje ta segment v prvem letu sigurno za 50%, če mu dodamo še neko korist. To so matematični modeli, Ministrstvo za finance ima vse vzvode v rokah, ima tehnologijo, ima podatke in se lahko modeli naredijo zelo hitro in elegantno in se točno gotovi, kaj to državi prinaša ali odnaša. Ampak v prejšnjem mandatu ni bilo posluha. Da ne govorim o delovnopravni zakonodaji, ki je rigidna, oprostite vsi, ki ste zaposleni, ampak v socializmu zaposleni niso imeli toliko pravic, kot jih je danes. Pa imamo 20 let kapitalizma. Ni bilo toliko pravic. Resnično ne. Sem z tiste dobe, pa sem bil med vodilnimi kadri in dobro poznam, kaj je pa takrat veljalo in kako je bilo. Zato je potrebno nujno na teh segmentih narediti še določene korake naprej. Tu vem, da bo bitka težka, ker nasproti stojijo kolegi z desne strani in ne bojo dopustili odvzema pridobljenih pravic. To je meni jasno. Samo te pridobljene pravice, veste, imajo oni sedaj na zavode za zaposlovanje 115 000 nezaposlenih, a 116. To so dosežki sindikatov v 20 letih. Da imamo danes, ko je čas krize, tam ogromno ljudi, ki niso lenuhi, ki so si prilike izgubili svoja delovna mesta, vendar, kot je rekla kolegica na desni, jih nihče zaradi take zakonodaje danes ne upa niti noče zaposlovati. Ampak to je pač taka miselnost, ki izvira še iz socialističnega časa. Vlada je s temi ukrepi naredila, tako kot je bilo rečeno, prvi korak. Tudi že probojno je naredila določene, nakazala določene korake naprej v smeri olajšav, zato da bi spodbudila vlaganje v podjetništvu. Hvala Bogu, so uresničili, kar so obljubljali. In to brez omejitve, kar je edino pravilno za vse segmente poslovnega sveta, tako za SP-je, male DO-je, kot za velike sisteme. Ker vsi imajo potem možnost vlagati in se razvijati in to posredno pomeni avtomatsko več delovnih mest. Siva ekonomija, tako kot tu sedim, zopet se vračam nazaj na njo, da jo zmanjšamo skozi filozofijo vsak račun šteje,
vam povem, da v enem letu zmanjša tisti zavod za zaposlovanje najmanj za 30 do 40%. To pomeni veliko lažje breme za državo, ker ne bo rabila toliko denarja za socialne transfere, na drugi strani pa toliko več priliva v zdravstveno, pokojninsko in druge blagajne. Tudi DDV in davek, ki ga skoraj ne pobira več od dobička. Davka od dobička je v tej državi še zelo, zelo malo. To so tisti osnovni ukrepi. Mi smo spisali našo brošuro, knjigo 100 in več zahtevami, kaj želimo, da se spremeni, da bo to okolje enkrat prijazno za vsakega, ki ima nekaj več, da upa narediti tisti korak v samostojno pot. To je potrebno nekaj več, da greš in nisi več na breme družbe, ampak moraš ti prispevati družbi. Poleg tega pa živeti sebe in mogoče svojo družino. To so tiste naše osnovne zahteve, pa ne bi več filozofiral.